Lepo pozdravljeni na slavnostni razglasitvi zmagovalca našega tekmovanja Arheo Masterchef. Uvodoma bi rada razložila sploh namen našega tekmovanja. Glede na trenutni čas in epidemiološko sliko, v Sloveniji smo se odločili, da pripravimo tekmovanje, na katerem bodo lahko sodelovali vsi tudi iz domače kuhinje. Glavni namen je bil, da se tekmovalci spoznajo z prazgodovinsko, rimskodobno, srednjeveško prehrano in da prelistajo kakšno knjigo ter poiščejo recept iz tistega časa. Z nami v žiriji sta dva žiranta, Polona Janežič, ki se ukvarja s historično prehrano, in Iztok Žilnik iz Starega Piskra v Celju. Na naše tekmovanje se je prijavilo kar 8 udeležencev z izredno zanimivimi vsebinami. Vsakega bomo posebej predstavili, pokomentirali in na koncu razglasili zmagovalca. Kot prvega predstavljamo Tonko Rajkovača, ki je pripravil sarmo. Ja, pozdravljeni še z moje strani. V bistvu njegov prispevek je po eni strani zelo poučen, zato ko predstavi celo zgodovino takih jedi oziroma sarme, kako se razvija, pa po kakšnih regijah, recimo, pa po državah, kako ima vsak neke svoje posebnosti. Uporabil je sestavine, ki so bile nek navdih srbske in pa bosanske tradicije. Edino, kar je mogoče v bistvu zgrešil, je, da je uporabil vegeto, kar je mogoče malo preveč moderno in v tak nek historičen kontekst ne bi spadal. Tako da jaz bi tukaj recimo priporočila, da bi uporabili zelišča, ki bi jih, oziroma začimbe, ki bi jih v bistvu ali sam nekje dobil ali pa pač kupil v trgovini, recimo, ne vem, lahko kakšen lovor ali pa kaj podobnega namesto tega. Iztok? Ok, zdravo. Jaz sem jedi ocenjeval na podlagi tega, kako predvidevam, da je bil okus, kako so bile zapletene za pripravo, pa kako so bili tekmovalci kreativni pri samemu izboru. Ta sarma se mi od vseh zdela najbolj kvalitetno pripravljena, verjetno zato, ker ima njen avtor že precej izkušenj z njenim pripravljanjem tudi. Ne vem, so mi začele res sline teči, ko sem videl ono lepo zapečeno s korico na vrhu, pa tisto brbotanje. Tako da zih je bila to zelo okusna jed, ampak ja, ne vem, ravno tako bi bila okusna brez tiste vegete, ker je dosti teh aromatičnih sestavin uporabil, tako da bi tiste res lahko komot spustil, pa bi s tem dosegel še boljšo uvrstitev. Hvala. Naslednja tekmovalka je Tjaša Mržljak, ki je pripravila makov biskvit. Polona, kaj misliš? Sestavine so v redu. Ona je v bistvu pripravila jed iz železne dobe. Je pa zdaj odvisno, če je želela v bistvu zgodnjo železno dobo, potem bi lahko uporabila recimo samo jajca divjih ptic, ker potem v bistvu piščanec oziroma kokoš pride šele s kelti. Tako da malo sem skeptična glede samega načina priprave, to, da je recimo ločila jajca rumenjak pa beljak in je potem naredila sneg, kar jaz mogoče v tem času še ne bi pripravljala na tak način. Drugače pa v bistvu, kar se tiče sestavin, so pa zelo redo izbrane. Hvala. Iztok? Ok, ja, s tem je bilo poskrbljeno tudi za sladico v našem menuju. Delovala je čisto spodobno, mogoče bi sam priporočil, da da neko vrsto maščobe, zravno recept, da kolač ne bi bil suh. Drugače pa ja, nimam drugih komentarjev na to. Sledi naša najmlajša tekmovalka, to je Tisa Gašparič, ki je pripravila pir in kruh z drožmi ter jagnječno zarebrnico z medom in orehi. Ja, Tisa je v bistvu delala rimski recept in se mi zdi, da je super naredila, zato ker je tudi poudari, potem ko dela te jagenjčje zarebrnice, da uporabi med in kis, kar so Rimljani zelo veliko uporabljali. Tudi recimo, ona je v bistvu pripravila peso z orehi, kar se mi zdi super. Edino mogoče je, da so Rimljani uporabljali tudi pesine liste ali pa mogoče malo več pesine liste.
ampak je pa naredila krasno jed iz velikih sestavin in se mi zdi, da je ta kombinacija tudi zelo okusna in tudi zelo primerna. Super. Iztok? Ja, se strinjam s Polono, tudi meni je bila ta jed zelo všeč. Pač navdušen sem bil, da se je tako mlada punca lotila peke z drožmi, pa je čisto dobro uspelo, je lepo naredila še tako pito, nadevano z ovčjim sirom pa brokolijem. Mogoče bi bilo za pač potrebe samega tega historičnega tekmovanja bolje, če bi pač te zarebrnice spekla na nekem odprtem ognju, ampak tudi tako lepo, ko so bile glazirane z medom pa z ono pesino prilogo, je zagotovo bilo pač zelo okusno za pojesti. Selimo se nekoliko bolj na sever in sicer na jed pripravljena po vikinškem receptu. Matic Zupan je pripravil lososovo obaro. Ja, jed je vsekakor zanimiva, tudi Matic je uporabil recept, ki je v knjigi, ki je v bistvu narejena zelo dobra študija o tej prehrani. Tako da glede sestavin nimam nobenih pripomb in tudi se mi zdi, da je se zelo potrudil, tudi ker je potem lahko na odprtem ognju jed pripravil in mislim, da je super. Ja, tudi meni je bila ta priprava na odprtem ognju pri vseh tekmovalcih, ko so se tega poslužili, pač zelo pomemben kriterij pri vsem skupaj. Pri tej lososovi obari se mi je dopadlo tudi to, da jo je na koncu zgostil z rumenjaki. Pač, to ni tako lahko narediti, da se pač jajca ne seserijo. Ne vem edino, zakaj je onega lososa posebej skuhal, pa ga pol dodal, ker bi lahko vse naredil v enem loncu, pa bi bilo pač še manj zakomplicirano, ampak zagotovo je lepo okusno. No, smo že na polovici naših kandidatov in sledita sestri Marina in Mateja Roglič, ki sta pripravili rimski kruh libum. Kakšen se vam je zdel? Ja, jaz, kakor ga poznam in kakor sem ga že pripravljala sama, se mi je zdel zelo v redu. Tudi pri njima mi je bilo všeč, da sta enako naredila nek tako ris, v bistvu, oziroma da sta šle prav po rimskem receptu, ki sta ga dobile v knjigi in da to tudi v bistvu vključita v video. Tako da nimam nekih pripomb, kar se tiče avtentičnosti. Meni je bila všeč uporaba lovorovih listov, sta pač ta kruh spekla na lovorovih listih, ki so zagotovo dali dobro aromo vsemu skupaj, pa napolnjen z onim ovčjim sirom, ja, zelo dobro je delovalo. Se nam kar cedijo sline, mislim, da. Naslednja kandidatka je Ines Nabernik, ki je pripravila babilonsko pojedino in sicer 2 jedi, obaro z ovčetino ter kroglice iz datlov in pistacij. Ja, jaz mislim, da se je ona zelo potrudila. Enako je v bistvu naredila ta nek historičen oris in je tudi v bistvu šla po receptih, ki so jih interpretirali tudi že znanstveniki, glede na to, ki so bili zapisani na teh tablicah. Tako da se mi zdi, da je izbrala take pogumne kombinacije in da pač, kot že sama pove, da se je tudi opogumila, da je to sprobala, kar je včasih pri teh zgodovinskih jedeh kar izziv, no, tako. Ker so mogoče malo okusi drugačni, kakor smo jih vajeni danes in je to vsekakor pohvalno. Ja, meni je tudi žal, da nisem mogel probati njene mesne obare. Mi je delovala zanimiva kombinacija okusov s sladkim korenom. Lepo je potem poskrbela še za sladico s tistimi pistacijanimi kroglicami z datli. Škoda edino, da ni se potrudila, pa še kruha sama spekla, pač bi dobro pasal v kombinacijo z vsem skupaj. Selimo se v latensko obdobje, v mlajšo železno dobo. Tim Jarc je pripravil pivski kruh in pa nekvašene kruhke ter govedino in piščanca pod peko. Kako se vam je ta jed zdela? Meni se je zdel super, že zato, ker se je Tim zelo potrudil, ker je pripravil v bistvu kar veliko število jedi. Tako da je bilo veliko dela, ker je v bistvu spekel 2 kruha, ne, ena je pekel najprej na
kamnu, oziroma pa še pod peko, pa še kruh zraven, ta pivski. V bistvu je tudi taka zanimiva predstavitev tega latinskega obdobja in Keltov, ki so bili zelo pivoljubci. In pa v bistvu takrat tudi se prvič pojavili ta piščanc, kokoš, tako da se mi zdi, da je iz tega vidika tudi ta zanimiva nova stvar na našem prostoru. Tako da, ja, jaz mislim, da je treba kar zelo pohvaliti, no. Ja, meni je bila ta ideja pivskega kruha izpod peke tudi zmagovalna. Mogoče mu je manjkalo samo kako vzhajalno sredstvo, ker je pač tak na videz deloval malo zbit tisti kruh, bi lahko združil moči s Tiso, pa Marino, pa Matejo, pa bi skupaj naredili nek tak drožast kruh, napolnjen z ovčjim sirom izpod peke, bi bila vrhunska priloga za vsem tem ubaram pa drugim zadevam. Ja, podpeka je bila tudi dobra, mogoče bi lahko edino tega piva nekaj tudi nalil zraven, da bi se sestavine malo podušile, pa da bi se na koncu naredila neka taka fina omaka za vsem skupaj, ampak mi je bila pa njegova jed pač zelo, zelo všeč. Odlično. In še zadnji kandidat, to je David Topalović, ki je pripravil vikinško pojedino, ki je bila sestavljena iz 2 juh, pečenega zajca in pa bezgovih ocvrtkov. Kako se vam je to zdelo? Ja, sami videi so zelo lepo pripravljeni, v bistvu pač čudovito tudi z tem, ker uporabljajo replike, oblečeni so tako kot vikingi in je to pač lepo za videti in tudi sestavine in se mi zdi, da te jedi morajo biti tudi vrhunske za probati. Tako da pač ta zajec, ta cela zgodba, ki jo naredijo v teh videih, se mi zdi zelo prijetna, zelo dobra, ker ti v bistvu pokaže tudi oris tistega časa, da malo bolj se ti približa. Ja, tisti 4 videi so bili res zelo spektakularni, sploh zaradi priprave tistih bogih zajčkov. Sta se res potrudila, da sta jih dajala iz kože, pa potem pekla na onim križu nad ognjem pa to. Tudi ostale stvari so bile zanimivo pripravljene. Ne vem, onega flatbreada mogoče ne bi bilo treba peči na ocvirkih, čeprav tudi ne more škoditi, ne. Drugače pa je bilo vse zelo zanimivo, ja, pravo pojedino sta naredila. Ja, super, če sklenemo, smo imeli v bistvu same zanimive jedi in tudi odločitev žirije je bila kar precej zapletena. Kar nekaj časa smo potrebovali, da smo se odločili, kdo so naši zmagovalci prvega Arheo Masterchefa, ki bojo prejeli praktične nagrade, ki vam jih bomo seveda posredovali po pošti. Sedaj pa trenutek resnice in razglasitev prvih 3. Na 3. mesto se je z babilonsko kuhinjo uvrstila Ines Nabernik. Drugo mesto pripada naši najmlajši tekmovalki, to je Tisa Gašparič, ki je pripravila pivski kruh in pa zarebrnico z medom in orehom. Ter še zmagovalec našega Arheo Masterchefa, čeprav je morda Iztok že namignil, kdo bi lahko bil, to je Tim Jarc in njegova latenska pojedina. Čestitamo! Vsem sodelujočim se najlepše zahvaljujem in vas vabim, da se nam v prihodnje, ko bomo organizirali kakšno kuharsko delavnico pred našim oddelkom, seveda vsi nam pridružite in se vsi Arheo Masterchefi srečamo na enem mestu. Lepo pozdravljeni!